Jaz bom probal nasploh biti čim bolj preprost, pa čim bolj po kmečki logiki. Živim tam nekje na obrobju Maribora, se pravi praktično na kmetih, tako da mi je kmečka logika najbolj blizu, kljub temu, da sem informatik, pa ljudje obtožujejo informatike, da zelo komplicirane izraze uporabljajo, pač jaz bom probal danes čim manj tega početi. Zdaj, tole smo že slišali danes od kolegice iz filozofske, zakaj bi sploh šli na ta prehod. Zdaj, s kolegi smo se pogovarjali še mogoče malo bolj radikalno vprašanje, zakaj sploh še katalogizacija, če pa bo to itak jutri umetna inteligenca vse delala namesto nas, se pravi, kaj bomo zdaj s tem, Ja, mogoče res bo, ampak ne bo še tako hitro, pa tudi ne vemo točno kako, dokler še imamo večino gradiv v pisni, papirni obliki, bo to malo težje, čeprav vemo, da danes dejansko Google, Amazon vsi ti dejansko že skenirajo slike in to delajo avtomatsko, ampak zaenkrat še imamo službe, pa tudi, rečemo, če ste Kobiskad kdaj uporabljali, pa mogoče ne dela vedno perfektno, bodite veseli, ker pač, če bi delal vse namesto vas, potem več nihče od nas ne rabi službe, ne mini vas. Dobro, kakorkoli, torej, jaz ne bi že še enkrat vsega tistega omenil, zakaj ta prehod na novo katalogizacijo, če že zdaj ta nova, v bistvu, ki je zdaj nova, to komplicirana, En tak primer bi vam dal, niso take lepe slikice, kot jih kolegica imela, so bolj pač, rečemo, konceptualne, ampak to je en primer poizvedbe iz nemške baze za Augusta Demšarja, recimo, kjer so prikazane take vozlišča in povezave med njimi. In kaj nam zdaj taka stvar omogoča, lahko klikate po teh vozliščih, povezavah, kakorkoli in se vam nove in nove možnosti odpirajo, pridete do podatkov, do katerih prej niste niti vedeli, da lahko pridete, oziroma niste vedeli, da obstajajo, se pravi neko raziskovanje, vse te in ne rabite pisati nekih pisnih poizvedb za to, to še mene najbolj prepriča, vsi ostali razlogi pa seveda so že bili omenjeni. Torej, še enkrat tista entitetna struktura odprej, zdaj kaj je to izraz, kolegica že razložila, zakaj je entitetna struktura, jaz bi še malo bolj po kmečko povedal, tako kot sem rekel, sem kmečki človek. Torej, entiteta, kaj je to entiteta? Entity v angleščini, to je preprosto rečemo podatek. Podatek, ki ima nek ključni del ID, na katerega se drugi podatki vežejo in potem neke atribute, neko svojo vsebino. Dejansko že zdaj imate entitete, dve imamo, v bistvu imamo bibliografski zapis, pa imamo Conroe zapis, recimo, in Conroe zapis ima nekaj ID, na katerega se zadeve vežejo. Tako da tule, kot je že kolegica povedala, imamo centralno entiteto je delo, na katero se skoraj vse drugo veže razen samega agenta, ki pa je avtor, pa vse ostalo, kaj že osebe so. Torej, agenti niso samo osebe, so lahko tudi pravne osebe, so lahko družine, rodbine in tako naprej. Novo je tudi to, da imamo pač med samimi agenti relacije, torej relacija pove, kaj ena entiteta proti drugi pomeni, kot smo rekli. Dejansko so te relacije vedno dvosmerne, tako kot je kolegica narisana, jaz sem tu puščico v eno smer naredil, se pravi v tisto smer, katero se veže. V delo vnešete šifro agenta, ne obratno, ne vnašate v agenta šifro delo. Dejansko pa delujejo v obe smeri, zato sta tudi obe smeri relacije tukaj prikazani. Torej, novo je tudi to, da lahko zdaj dela povežete med sabo, za razliko od današnjih bibliografskih zapisov. Eno delo je lahko sestavljeno iz večjih del, lahko izhaja iz drugih del, kakorkoli. Potem izrazna oblika, kot smo rekli, torej, če je delo spet po kmečko povedano, ne vem, če smo že pri Augustu Demšarju, njegovo olje na balkonu, potem je izrazna oblika, lahko rečemo prevod v nemščino z nekim predgovorem, tako naprej. Pojavna oblika bi bila romana pri tej pa tej založbi tega pa tega leta in lahko še imate potem v bistvu neke izvode oziroma, kolegica mi je rekla malo drugače, enote, kakorkoli. To se pa lahko potem rečemo, da je to nek podpisan izvod ali pa, ne vem, s posvetilnom, z ex-librisom in tako naprej. Torej, to je nekje skupni imenovalec teh silnih kratic, ki jih danes slišimo, se pravi IFLA, LRM, RDA, FRBR in tako naprej. Konkretno, kaj se bo točno v entitete, kje bo razmenitve med njimi vnašalo in tako naprej, to bo stvar katalogizacijskih pravil, ampak rečemo, to je okvir, okvir slike, v katerega moramo samo sliko postaviti. Zdaj pa kako v bistvu mi do tega priti iz današnjega obstoječega modela, tu vidite, so lahko še povezave med samimi entiteti, tudi same nase se lahko vsaka entiteta načeloma veže ali pa tudi ne, pač odvisno od pravil.
Zdaj imamo torej današnji ti dve entiteti, vzajemno bazo in Conor, ki je baza avtorjev, tudi relacijo imamo eno med njimi, ne. Torej kakšna vrsta avtorstva je, ali je to pisatelj, ali je to ilustrator in tako naprej. Potem pa imamo zdaj v današnjem sistemu še en kup lokalnih baz, kjer so pač lokalni podatki za vse knjižnice. Zdaj, seveda rabijo knjižnice neke svoje podatke, ampak ti podatki je fajn, če so usklajeni med sabo vse v tistem delu, ki identificira delo oziroma bibliografski zapis in te zadeve, kar pa žal danes niso vedno, ne, čeprav zdaj, odkar smo uskladili, rečemo, da vedno, ko urejate lokalni zapis, se ureja tudi hkrati COBIB, je tega dosti manjše, vedno pa se lahko zgodi, da v bistvu vi lokalnega zapisa se ne dotikate dolgo časa, nekdo je COBIB spremenil in zadeva potem ni več usklajena med sabo. Imamo sicer eno sinhronizacijo, ki bi naj v ozadju vse te zadeve urejala, ampak nekaterim knjižnicam ni ustrezala, zato je ne poganjamo. Ampak če bomo hoteli na te entitete priti, bomo morali te zadeve imeti usklajene in to nenehno in ves čas. Tule vidite, da lahko so tudi relacije, recimo lokalne, malo drugačne od COBIB-a skupnega, se pravi, lahko ima nekdo več avtorjev vnesenih kot drugih pri istem delu, pri istem zapisu, lahko ima celo malo drugačne avtorje, bog ne daj, ker potem bi to moralo drugo delo biti. No, tretja entiteta, ki jo že danes imamo, v bistvu, ki tam v tistem modelu ni bila omenjena, je naš geslovnik GOSUP oziroma SGC, kot ga nekateri poznate. Tale je tudi v bistvu z nekimi relacijami povezan na skupno bazo in potem na lokalne baze. Tule te lokalne niso tako problematične, če so malo različne od skupne. In potem imamo za vsako državo v sistemu še enkrat vse to znova, se pravi, celo skupno bazo, vse lokalne baze, Conor in tako naprej. Dobro, nekatere države še ne uporabljajo Conor, ampak večinoma so vsi že na dobri poti tja, ne. Torej, še enkrat, entiteta je preprosto šifrant, če po kmečko povem. Se pravi, vsi podatki so šifrirani, delo postane šifra in vežejo se med sabo te šifre z drugimi entitetami, tako da se podatki čim manj podvajajo, da jih imate na enem mestu in to je pač tako, kot je kolegica rekla, tako kot so danes baze podatkov sestavljene, vse ostale, tako bi naj tudi katalogizacija v prihodnje izgledala. Upamo vsaj, no. Torej, zdaj, kako bi se pa tega današnjega sistema lotili v bistvu dejansko v ta entitetni model predelati? Najprej bomo pač malo pozabili na naš geslovnik, ostane takšen, kot je, ne bomo ga izgubili, ampak ne bomo se z njim ukvarjali, tudi ni del tistih entitet, samo na te 4 osnovne vemi se bomo osredotočili. Zdaj, naslednji problem so te relacije, ne. Kot ste sami omenjali, to so že manjkajoče relacije med bibliografskim zapisom in Conor, imamo še več 100 000, že v slovenski bazi imamo še več 100 000 nepovezanih zapisov, v drugih državah še malo več, žal. Te bo treba, predno spostavimo to, bo treba jih povezati, ne. To razvili smo en algoritem, nismo še ga čisto implementirali, ki bi naj to v veliki meri naredil, ne, avtomatično, ampak to že bo kar magično moralo biti, če bo to naj vse povezalo, tako da bojim se, da bo še nekaj ročne redakcije tam, da poveže vse manjkajoče in da uskladi tiste, ki morda se razlikujejo, ne. Naslednja stvar, ki se bo vas tudi precej tikala, kot sem rekel, podatki bi morali biti med skupno bazo in lokalnimi bazami usklajeni, se pravi, v lokalnih bazah samo še tisti podatki, ki so dejansko relevantni za posamezno knjižnico, v skupni bazi pa tisti, ki so skupni, na katere se entitete med sabo povezujejo. Ko smo tako daleč, lahko potem naš Conor kar proglasimo za agenta, ne. Zdaj manjkajo nam sicer še relacije med samimi agenti, te lahko probamo dobiti iz tujih baz, kot je VIA, FLCNAF, ampak ta relacija ni toliko bistvena za začetek, rečemo, seveda je bistvena potem, ne, ampak lahko model vzpostavimo, ne da bi jo dejansko morali že vzpostaviti, potem začnemo iskati skupne zapise v COBIB-u, ki predstavljajo delo, kje točno delo razmejiti, pa to bo stvar potem katalogizacijskih pravil ali pa osebne presoje, ne, tako kot je kolegica rekla, kar je včasih malo problem, ne. In enako potem za izrazne oblike, tele manifestacije oziroma pojavne oblike so skoraj ena z bibliografskimi zapisi, tako da ti ne bi smeli biti nek problem, pa tudi izvode ne bi smelo biti problem, ampak tele prvi dve je bilo puščico zelo lahko narisati, to je pa vse prej kot lahko zadevo narediti. Delamo tudi na tem, smo naredili nekaj algoritem, imamo neke testne primere, nekaj smo jih že celo NUK-u predstavili in tako naprej, ampak
Še dosti dela nas čaka, tako da to še ne bo čisto jutri, ne? Ampak rečemo, ko enkrat bo, potem lahko govorimo samo še o teh entitetah, nehamo govoriti o naši bibliografski bazi in izhajamo samo od njih, še vedno bomo porabili za delovanje preostalega dela sistema, se pravi za aplikacije, ki jih imamo, Cobiss Plus, Cobiss Sleep, Secris in tako naprej, nek prikaz, da bojo z sedanjimi deli delali, ker ne moramo vsega naenkrat raztrgati, se pravi, vse ostalo mora delovati, torej bomo iz teh naših entitet morali zbrati skupaj nek navidezni Cobiss zapis, takšen kot je danes, in potem ga posredovati naprej aplikacijam. To bomo rešili z programskimi vmesniki API, kot se danes lepo reče, ne? Grdo reče, kakorkoli. In takrat, najpozneje takrat ali pa že danes bi lahko nehali pol govoriti o bibliografsko-normativni bazi, ker v bistvu ta normativna čisto nič drugega ne pomeni, ko šifrirana v bistvu, ne, pa začeli govoriti o teh entitetah, kot bi se spodobilo, ne. Zdaj, to je več ali manj, zdaj pa s katerimi problemi se spopadamo pri samih zapisih. Jaz bi vas zelo rado zdaj konkretno primere zapisov prikazal, ampak žali bog je tega preveč, pa ni dovolj časa, tako da pač tole reportarnico, ki je v Cobibu samo naštejem na hitro glavne značilnosti, ne. Veliki problem so stari zapisi, v katerih noter najdete svašta, lepo slovensko rečeno. Bili so še po starih pravilih nekateri narejeni, bili so pred uvedbo rigoroznih kontrol, kot jih imamo danes. En kup zapisov smo še tudi čisto na začetku kar prenesli iz tujih baz, že kritično. Tudi danes se še prevzemajo zapisi iz tujih baz, ki bi jih naj seveda danes še prevzemajo zapisi iz tujih baz, ki bi jih naj seveda že prevzame, sproti se živ tudi kakšen zmuzne. Potem tudi iz Cobiss.neta zna biti problem prevzemati zapise, ker vsaka država ima malo svoja pravila, potem so podvojeni zapisi, o teh bo še beseda pozneje. Nepovezani, torej vsi, ki nimajo povezave s Conorjo, te, kot sem rekel, je več 100 000 še in te bomo morali zelo hitro začeti povezovati, če bomo hoteli imeti, to že lahko, kot so kolegice rekle danes, začeti delati, vsi vam bomo zelo hvaležni, ker vam bo precej olajšalo življenje, pa vam tudi v končni fazi. Nepopolni zapisi, se pravi taki, ki jim podatki manjkajo ali pa so v kakšnem polju vneseni podatki, ki ne bi smeli biti, to sploh v teh starih zapisih imate v polju 200a, ki je za naslov, imate še podnaslov avtorja, založbo, ne vem kaj vse noter, ali pa karkoli od tega manjka in potem dobite podatek, ki praktično ne veste, kaj je, si ne morate nič z njim začeti, ne morate ga pa tudi brisati, ne. In vgradni zapisi, to pa je ena taka neposrečena varianta, ki se je nekdo spomnil, da je cel zapis v bistvu vtlačen v eno polje drugega zapisa, ker sta pač med sabo povezana, kar je spet nezdružljivo z entitetnim modelom in bo treba to nekako tudi raztrgati med sabo, ne. Torej, se opravičujem. Smo že na koncu, da še hitro povzamemo, torej, kje se zadeve lotiti, ko ste vprašali, kaj lahko danes delate. Kot je kolegica rekla, v zadnji verziji Cobiss.cat, ki je izšla zdaj oktobra, imate vse tiste knjižnice, ki dejansko imate lokalne zapise, ki niso v Cobissu noter, ste dobili en gumb dodaten, ki požene postopek za prenos teh zapisov v Cobiss, lahko tudi obratno naredite, če ugotovite, da v Cobibbu že je zapis, pa se pri vas podvaja, ga lahko potem z enim klikom preprosto povozite svojega ali pa tistega, kaj, poglejte si, zadeva bo, to je tudi prvi korak, ki ga lahko že danes začnete jutri delati, ko pridete domov. In bo tudi nam vsem olajšala delo, oziroma brez tega ne bomo mogli puno nadaljevati, ne. Če ne bomo imeli povezanih zapisov in če ne bomo podvojenih oziroma lokalnih se nekako uskladili, ne moremo iti dalje. Torej povežemo vse zapise s Conor, koliko je mogoče avtomatsko, žal ne bo šlo, ne. Uskladitev lokalnih baz, sem že rekel, no in ko smo tako daleč, ta čas upamo, da bo sprejeta že nova katalogizacijska pravila, na podlagi katerih potem dejansko definiramo, kaj v katere entitete gre in kaj ne. Med njimi določimo relacije, v bistvu sedanje maske, ki so osnova za vnos vsega v katalogizaciji, že pokajo po vseh šivih, tako da tole bomo morali eno bolj fleksibilen format določiti, kako se bo te zadeve definirale, kaj pravzaprav je definicija posamezne entitete, vzpostaviti nove relacije, določiti, kaj bo in kaj ne bo v njih in potem pridemo do konverzije podatkov, ki bo pa moralo zagotavljati kompatibilnost, kot smo rekli, z sedanjim sistemom. Tako da je to zelo na hitro. Hvala.